Avtomobili danes poskušajo biti čim bolj vsestranski. Terenski avtomobili športni, športniki varčni in udobni, enoprostorci pa poleg prostornosti ponujati še kopico vrlin, ki so za njih manj značilne. A se potem pogosto zatakne že pri osnovah. Verso ne želi biti dinamičen, niti nima ambicij po izjemnem razkošju, zato pa zelo dobro pozna svoje primarne naloge. Je prostoren in prilagodljiv, torej točno tisto, kar od takšnega avtomobila tudi najbolj pričakujemo. Stekla so velika, zato boste dobro videli, kaj se dogaja okoli vas. To pa pomeni tudi, da bodo otroci na zadnjih sedežih lahko uživali v premikajoči se okolici. Ker je podvozje precej mehko nastavljeno, pa pomeni tudi, da Verso lepo izniči grbine, torej vas tudi pretresalo ne bo preveč. Zadnji sedeži so vzdolžno pomični in nastavljivi po naklonu, kar je v avtomobilu takšnega tipa zelo pomembno, saj na ta način lahko enostavno povečamo prtljažni prostor ali pa potnikom na zadnji klopi ponudimo nekaj več udobja. Tudi dizelski motor, ki je v tem avtomobilu, je dober. Ni posebej dinamičen, a od enoprostorca več moči niti ne boste zahtevali. Sploh pa ne, ker je, kot rečeno, vzmetenje precej mehko nastavljeno. Pri motorju lahko pohvalim še porabo goriva, brez težav se boste vozili z manj kot 7 litri povprečno. Vse lepo in prav, ampak Verso ima tudi nekaj hib. Ena najbolj motečih in pomembnih je povezana ravno z uporabnostjo. Bolj nerodno postavljenih ISOFIX pritrdišč že dolgo nismo srečali, sploh pa ne v takšnem avtomobilu. Preden boste uspeli namestiti otroški sedež, boste najbrž zgubili živce. Res slabo, ker to ne bi bil družina prijazen avtomobil. Tudi položaj za volanom ni najboljši, predvsem zaradi samih sedežev ne, ki so povprečni in ne najbolj udobni. A splošno gledano je Verso dober enoprostorec. Težava je le v tem, da je na trgu več podobno dobrih in tudi s podobno ceno. Takšen Verso namreč stane dobrih 24 000 evrov.